Lep pozdrav vsem, ki ste se danes udeležili novinarske konference glede visokega povišanja cen v Šaleški dolini. V javnosti je bil problem visokega povišanja cen ogrevanja v Šaleški dolini že večkrat izpostavljen. V Šaleški dolini je to zelo resen problem in zato je bila tudi ustanovljena ljudska iniciativa. Organizirana sta bila 2 protesta. Več tisoč ljudi pa je nestrinjanje in pa tudi zaskrbljenost nad visokimi cenami te energije izrazilo na ulici. Glavna težava je, da je odziv odgovornih slab, ni jasnih pojasnil, zakaj prihaja do tako visokih cen toplotne energije. Ljudska iniciativa enostavno ne dobi odgovorov in tudi ne more dostopati do informacij oziroma dokumentov, ki bi pokazali, kako se cena daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini sploh oblikuje. V preteklem mesecu so se zato člani ljudske iniciative obrnili na Komisijo za nadzor javnih financ, predstavili so nam informacije, s katerimi razpolagajo, in v Novi Sloveniji smo se odločili, da bomo na to temo dviga cen ogrevanja sklicali nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ, na katero bomo seveda povabili vse ključne akterje. Lahko vidimo, da se je cena toplote in pa ogrevanja v preteklem obdobju kar 3-krat povišala. Variabilni del cene toplote je za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo se je na primer s 1. februarjem 2023 znašal nekaj več kot 73 evrov na 1 megavatno uro, prej pa je bila cena dobrih 45 evrov na 1 megavatno uro, oboje je seveda brez DDV. Variabilni del cene toplote se je torej dvignil za več kot 59%, cene položnice pa se je dvignila za 48%. Gre torej za visoko povišanje cene in na Komisiji za nadzor javnih financ želimo odgovore, zakaj je do tega prišlo. Druga zadeva, ki jo je pri tem potrebno omeniti, pa je, da gre tukaj za že po večini izrabljeno paro, ki nastaja pri proizvodnji elektrike. Torej gre za stranski produkt oziroma sekundarno toploto, ki nastaja pri delovanju TEŠ-a. Kako je torej možno, da je cena te toplote primerljiva ceni toplote recimo v Celju ali v Velenju, kjer je proizvodnja toplote primarna dejavnost? Nekateri odjemalci, ki pa se ogrevajo preko sistema daljinskega ogrevanja, kjer je proizvodnja toplotne energije primarna dejavnost, pa imajo celo nižjo ceno toplotne energije. Kako je to možno, nas bo zanimalo na seji Komisije za nadzor javnih financ. To so vsa vprašanja, za katere v Novi Sloveniji ocenjujemo, da si ljudje zaslužijo jasna in pa tudi transparentne odgovore. Kot poslanec, ki pa prihaja iz tistega območja dela Slovenije, lahko rečem, da imajo ljudje tukaj pogosto občutek, da gre za bermudski trikotnik, se pravi TEŠ, komunala in pa občina. Ljudje plačujejo drage položnice, hkrati pa nihče ne zna pojasniti, zakaj se te cene tako močno povečujejo. V Novi Sloveniji ne želimo odkrivati tople vode, želimo pa vedeti, zakaj je topla voda v Šaleški dolini tako draga. Sedaj pa besedo predajam še članoma ljudske iniciative Velenje, Sari Bajec in pa Asmirju Bečareviču, ki bosta predstavila še nekaj podrobnosti v zvezi s to težavo v Šaleški dolini. Hvala lepa. Najlepša hvala, da ste se odzvali in da tako pogumno in vztrajno spremljate naš boj, ki traja že predolgo. Najlepša hvala stranki Nova Slovenija, da so se odzvali pobudi ljudske iniciative Velenje in nas s sklicem seje oziroma Komisije za nadzor javnih financ še dodatno podprli v našem boju za bolj pravičen jutri. Prebivalke in prebivalci Šaleške doline smo se v novo leto zbudili v grozljivo realnost. Cene komunalnih položnic so namreč poletele v nebo in to, da bomo ljudje leta 2024 stradali na račun ogrevanja, je absolutno nedopustno. Omeniti je potrebno, da smo v ljudski iniciativi že dali več pobud za dostop do informacij javnega značaja, pa smo na eni strani iz komunalnega podjetja Velenje dobili odgovor,
da za zahtevane informacije potrebujejo več časa. Iz občine pa smo celo dobili zavrnitev za našo zahtevo po teh informacijah, kar nas še dodatno spodbudi v razmišljanje o tem, ali so stvari res tako transparentne in zakonite, kakor nas želijo naši odgovorni prepričati. Skratka, marsikaj je še vedno zavitega v meglo in mi smo tu, da to meglo razkadimo. Zato danes z največjim veseljem še enkrat pozdravljamo odločitev Komisije za nadzor javnih financ, da preuči lokalno zagonetko. Ljudje namreč ne želimo in niti ne moremo plačevati napak odgovornih. Hvala lepa. Lep pozdrav še z moje strani, pa tudi z moje strani zahvala poslanski skupini Nova Slovenija, da se je odzvala na našo pobudo, da skliče Komisijo za nadzor javnih financ, kar se nam zdi izjemno pomembno in vsa zahvala. Zdaj, nekaj smo že dosegli dejansko z našimi akcijami, ampak z doseženim zagotovo nismo zadovoljni, zato nadaljujemo z našimi akcijami in bomo nadaljevali vsaj dokler ne pride do konkretnega znižanja cen toplotne energije, saj menimo, da so te cene prenapihnjene in ljudje ne morejo plačevati stroškov ogrevanja v tako visokih zneskih, saj je to nek osnovni vir za preživetje. Torej, cena ogrevanja v Sloveniji ne sme postati nek luksus, ampak je osnovna življenjska dobrina in temu primerne morajo biti tudi cene. Ljudska iniciativa se je lotila cene toplotnega ogrevanja na več nivojih, torej tako na lokalnem nivoju kot na državnem nivoju in menimo, da skupnimi močmi lahko dosežemo nižje cene toplotne energije. Od komunalnega podjetja in občine zahtevamo, da preučijo vse možnosti in znižajo ceno toplotne energije z določenimi zadevami na komunalnem podjetju. Od termoelektrarne Šoštanj zahtevamo, da tudi znižajo ceno toplotne energije, saj menimo, da neupravičeno zaračunavajo tako visoko ceno toplotne energije. Na državnem nivoju pa pričakujemo, da bo Vlada Republike Slovenije v čim krajšem možnem času preučila vse možnosti in izložila cene CO2 kuponov iz cene toplotne energije. Hkrati pa tudi, da preučijo vse možnosti za znižanje cen, za znižanje DDV-ja iz 22% na 9,5%, saj menimo, kot sem že prej povedal, da je toplotna energija nujna življenjska potreba in davek na to ne sme biti 22%, ampak 9,5%. To je zaenkrat vse z moje strani. Hvala. Kar se tiče te same seje KMF, koga bomo tam videli, koga boste postavili ta vprašanja? Glejte, tako kot sem povedal prej, v Novi Sloveniji sklicem te seje ne želimo odkrivati tople vode, želimo pa si, da bi bila cena ogrevanja v Šaleški dolini nižja. Zato je treba povabiti tja ključne akterje, se pravi predstavnike iz Teša, z Komunale in pa iz mestne občine Velenje in od njih terjati odgovore. Vkolikor te odgovore ne bomo dobili, imamo tudi nekaj vzvodov še, nekaj skozi sklepe, s katerimi bomo pozvali določene inštitucije v naši državi, da potem oni ugotovijo, kaj lahko na tej ceni toplotne energije naredimo, da se le-ta za končne uporabnike, za vsa gospodinstva zniža. Jaz mislim, da to bo v roku tedna, mogoče 2, najkasneje, v nekem doglednem času. Kakšen bi bil mogoče idealno razplet te seje, kaj si želite, da se doseže? Predvsem želimo dejansko priti do določenih dokumentov, kot je kolegica povedala malo prej. Ljudska iniciativa je podala nekaj zahtev tako na komunalno podjetje kot na mestno občino Velenje na podlagi dostopa informacij javnega značaja. Komunalno podjetje je podaljšalo rok da izdajo informacije, medtem je pa mestna občina Velenje zavrnila ta dostop do teh informacij javnega značaja. Njihovi argumenti nas nikakor niso prepričali, na to smo tudi napisali ugovor zoper njihovo odločbo in pričakujemo dejansko, da pride
da pridejo na plano oziroma da se razkrijejo vsi ti zapisniki, na kak način se je oblikovala ta cena toplotne energije v Šaleški dolini. Glede na to, da občina ne želi razkriti teh informacij oziroma skrija vse te zapisnike, se poraja utemeljen dvom, da je nekaj hudo narobe pri oblikovanju cen toplotne energije v Šaleški dolini.